glasa do konca leta 2014. Torej, vse to je sedaj dostopno, potem ob koncu večera bom pokazal tudi, kako zadeva deluje in kako lahko do teh dokumentov pridemo. In jaz mislim, da to je tako en prispevek k temu, da se ohranja kulturna dediščina našega zamejskega prostora. To kot uvod. Zdaj pa drugi del večera, oziroma konkretno o Slovenskem primorcu. Zakaj Slovenski primorec? Slovenski primorec predstavlja v bistvu čez mesec dni, verjetno bomo, malo več kot mesec dni, bomo praznovali 70. obletnico izida tega tednika, ki je začel redno izhajati v Gorici, prav 29. avgusta leta 1945. Za mano lahko vidite prvo številko, to je format, v kateri so bili časopisi digitalizirani. In mislim, da je to tudi način, da se tudi mi spomnimo v bistvu 70-letnice našega, v tem primeru, katoliškega tiska na Goriškem. Da ne bom predolg, bi samo povedal par besed o Slovenskem primorcu, kaj je bil, potem pa bi se z uglednimi gosti tukaj malo spregovorili o soustvarjalcih časopisa, o tem, kar je sploh časopis v tistem času pomenil. Tako da večer bi bil razdeljen v ta dva dela. Začnem kar na hitro, sem si kar nekaj napisal, da ne bom predolg. Gre za en krajši poseg, ki skuša okviriti vlogo časopisa. Torej, dne 29. augusta 1945 je v Gorici šla prva številka Slovenskega primorca, katoliškega tednika, ki je zaznamoval in sooblikoval prva povojna leta na Goriškem, ter postavil temelje celotni povojni organiziranosti tako zvanega belega tabora Slovencev v Gorici. Goriški duhovniki so ga ustanovili z namenom, da bi ljudstvo preorientirali iz fašistične na demokratično miselnost, da bi zagotovili pluralnost medijev in literature, ter da bi spodbujali nastanek demokratičnega, prosvetnega in političnega združevanja tistih Slovencev, ki se niso prepoznavali v komunizmu in komunističnih idealih. Časopis ni bil zgolj verski tednik, ampak je prevzel tudi funkcije informativnega, kulturnega, poučnega in tudi političnega časopisa. Zelo razširjen je bil v sami Gorici, v nekaterih vseh v Goriških Brdih, v Draginjskem kotu, na Bovškem in na Tolminskem. Veliko podporo je imel med Slovenci, ki se niso strinjali z novim jugoslovanskim režimom in tistimi, ki se niso strinjali tudi z usmerjenostjo tega režima. Časopis je izhajal najprej vsako sredo, nato pa vsak četrtek, od 29. augusta 1945 do 29. decembra 1948, ko je pač vlogo časopisa prepustil potem katoliškemu glasu. Prvo leto je Slovenski primorec izhajal na 4 straneh, manjšega formata, 30 cm in pol za 25, tako približno, nato pa na 2 ali 4 straneh malo večjega formata, 50x35, v bistvu od januarja leta 1946, takrat je tudi zamenjal glavo. Naklada je nihala, vendar se nikoli spustila pod 2000 izvodov in do oktobra leta 1947 so ga tiskali v tiskarni Luki, potem pa v katoliški tiskarni v Gorici. Glavo lista, tisto, ki sem rekel, da se jo zamenjali s januarjem, torej 3. januarjem 1946, je oblikoval znani slovenski umetnik in kipar France Gorše. Naslov Slovenski primorec je držal na kiti, spleteni iz lipovnih listov, kot jo vidite tukaj. Med obema besedama naslova pa je bil umetno oblikovan križ. Lipa kot simbol slovenstva in križ kot simbol krščanstva sta se lepo skladali z usmeritvijo časopisa. Da bi dobro razumeli v bistvu vlogo in pomen časopisa, se mi zdi smotrno, da na kratko preberem uvodnik v prvo številko, ki je po moje izrazito programski in tudi zgovoren o tem, kaj
kakšni so bili cilji časopisa. Uvodnik se začenja, mislim, naslov je Naš list, in pravi tako. Nov list nastopa svojo pot v svet. Naslov sam pove, komu je namenjen. Našemu ljudstvu po širnem slovenskem primorju. Sicer dverijo naši ljudje še druge liste, a vendar tudi ta ne bo odveč, saj bo pisan iz ljubezni do resnice in naroda. Bo pa naš list, katoliški, to se pravi, da bo širil pojasnjeval resnico, kot jo uči katoliška cerkev, kateri je naš narod ostal zvest skozi dolgo tisočletja. Odkar sta šla preko naše zemlje apostola Slovanov, sveta brata Ciril in Metod, je počalo čez naše gore in doline mnogo viharjev vseh vrst, a zvestobe do cerkve mu še nihče ni vzel. Da je tudi v bedoče nebo, naj nam pomaga ta tednik. Slovenski primorec bo obravnaval vsa tista vprašanja, za katera se mora katoličan zanimati. Vsa polje bo posegal, kamor katoličan sme in mora poseči. Ta polja pa so tako obširna, kot je prostrano področje cerkve same. Cerkev pa mora in sme posegati vse do tja, kjer se pojavljajo življenjska vprašanja, ki so v zvezi z neumrljivimi dušami. Tudi v politiko, saj je tudi ta pod Božjim zakonom. Tudi v politiki pride upoštev vest. Katoličan mora povsod paziti, da radi skrbi za zemeljsko srečo in blagostanje ne zapravi večne. Seveda ne bo naš list posegal v strankarsko dnevno politiko, kjer se tako rade sprožijo strasti. Zato ne bo glasilo nobene stranke, temveč hoče le primorsko ljudstvo vzgajati v resničnem krščanskem duhu. Ostati hoče na višini, ki jo mora imeti resnica. Resnico pa bo povedal brez strahu, brez kompromisov. Živimo v demokratični dobi in zato mora biti v tem popolnoma prost. Upamo, da bo list povsod dobrodošel. Radi posegajte po njem, da bo dvigal vaše misli k duhovnim dobrinam zlasti, ker nas v sedanji dobi vse vleče k tlom in beže na zemljo. To je, mislim, uvodnik. In iz tega uvodnika je povsem jasno, kakšna je bila usmerjenost tega časopisa. Duhovniki so v bistvu hoteli postaviti temelje enemu samostojnemu poročanju, ki bi spregovoril res o vseh vidikih človeškega življenja, tudi o politiki, ampak ponavljam, kot je pisalo v uvodniku, ne na strankarski ravni. In dejansko to je tudi zanimivo izhodišče. Moramo vedeti, da v tem času Slovenski primorec ni bil edini časopis. V coni A, Zavezniške vojaške uprave, so izhajali takrat še Soški tednik, v Trstu pa Primorski dnevnik in Glas zaveznikov ter tednik Teden. Torej, smo imeli kar nekaj medijev. Zakaj pa je, kdo so bili pa soustvarjalci tega časopisa? Ob ustanovitvi v uredniškem odboru so sedeli Kazimir Humar, Alfons Čuk, Alfons Marija Jožef Verduč, Mirko Brumat in Srečko Gregorec. Predsednik je postal Franc Močnik, odgovorni urednik pa Alojzij Novak. Pri časopisu so sodelovali tudi drugi duhovniki, naprimer Rudolf Klinec, Artur Zaletel in tako naprej. In tudi nekaj laikov, kot naprimer Paul de Kemperle in Anton Kacin. Ter z leposlovnimi prispevki, naprimer tudi Zoran Piščanc, mislim, da jih je bilo še kar nekaj drugih. Gotovo največje breme za izhajanje časopisa je slonilo na rameh najprej Alojzija Novaka, ki je bil prvi odgovorni urednik, in potem pa Mirka Brumata, ki je postal odgovorni urednik marca leta 1947 s pseudonimom Bonaventura Mahnič, in ki je za časopis tudi med drugim pisal stalno eno revijo Urh in Želj. Članki v časopisu so v glavnem nepodpisani, ker, kot pravijo sami, so bili takrat težki časi, večkrat je bilo potrebno koga tudi zaščititi, po drugi strani pa je bila nepodpisana izjava oziroma članek odraz mnenja celotnega uredništva oziroma največje skupine ljudi. Zdaj, katere so zasluge, da bom malo skrajšal, da ne bom preveč dolg? Gotovo ena velikih zaslug slovenskega primorca je ta,
da seže takoj na področje organiziranosti Slovencev pod zavezniško vojaško upravo, kjer bi vseš problema oziroma kjer pride do spora predvsem s partizanskim dnevnikom in tudi soškim tednikom. Do prvega velikega spora ne pride okrog politike in ne pride niti toliko okrog ideje antikomunizma, čeprav je, mislim, bil izrazito antikomunistično nastrojen, ampak to v začetku ni glavni problem. Glavni problem v začetku je bil problem odnosov, ki naj bi ga Slovenci imeli do zavezniške vojaške uprave. Tukaj, če malo analiziramo vire in malo pogledamo, kaj so v uredništvu pravili, oziroma tudi kaj so uredniki pisali, naprimer Alojzij Novak v svoj Črniški kronik in tako dalje, velika kritika na račun partizanskih oblasti je bilo to, da so se odločili za eno politiko nesodelovanja z zavezniško vojaško upravo. In prva tak kamen preizkušnje je bil problem slovenskega šolstva. Zakaj? Ker slovensko šolstvo, v trenutku, ko se je ustanavljalo, so ga zavezniki hoteli ustanoviti po kriterijih, pač šole v vseh krajih, kjer so obstajale za časa Avstro-Ogrske, ampak sistem šolski ne bi sledil italijanskemu šolskim programom in imenovanje šolnikov ne bi potekalo znotraj strukture ene šolske uprave, kateri ne bi naučevali zavezniki. Temu se je partizanska oblast uprla, ker je hotela, da bi se uzakonilo partizanske šole, tukaj pride do spora in v bistvu pride tudi do prepovedi strani prav Primorskega dnevnika za vpisovanje Slovencev v novo nastale slovenske šole. Okoli tega vprašanja je vodi slovenski Primorec prvo veliko politiko, prvi veliki boj, ki bo potem privedel do tega, da septembra meseca bo sam Primorski dnevnik tudi s posredovanjem odvetnika Tončiča dvignil prepoved in dovolil vpis v slovenske šole. Na ta način se je začela izkušnja slovenskih šol v Italiji. Moram reči, da boj okoli te organizacije šolstva je bil precej kompleksen in tako dalje in znotraj teh pogajanj smo Slovenci dobili ne samo tiste šole, ki smo jih imeli v Avstriji, ampak dobimo više šol v Trstu, česar prej nismo imeli. In mislim, da okoli tega vprašanja prva velika medijska polemika, ki jo nekje slovenski Primorec zmaga, je prav ta. En drugi zelo močen poseg, ki ga je slovenski Primorec imel še istega leta, 1945, pa je bil prav okoli sodelovanja z zavezniki pri organizaciji prosvetnega življenja. Kdor bo listal slovenski Primorec, bo videl, da nekje novembra meseca bo prišlo do ene hude polemike in hudega spora s soškim tednikom, ker slovenski Primorec bo jasno in javno govoril o miklavževanju, ki so ga takrat organizirali pač somišljeniki v gledališču Verdi, kar bo dejansko razbilo monolitno nastopanje na prosvetnem področju celotnega slovenskega tabora, na katerim so tako imeli nadzor partizani. Po teh dveh polemikah pa vloga slovenskega Primorca in urednikov, ki so bili in ki so delali znotraj časopisa, postane vidna marca leta 1946, ko postane aktualno vprašanje meje. Tudi tukaj moramo povedati, da uredniki slovenskega Primorca so se znašli v eni zelo kompleksni situaciji. Sami so bili izrazito prepričani v to, da Goriška se mora, in tudi Tržaška, torej celotno Primorje se mora priključiti Jugoslaviji. Vprašanje je bilo, pa kakšni Jugoslaviji. In tukaj pravi Alfons Čuk v svojih dnevnikih. Možnosti so bili tri. Titova Jugoslavija, Italija, zavezniška uprava, še nadalje. Slovenski Primorec izvzel stališče do vseh treh nekazanih rešitev in ponudil še eno.
In sicer to, zavzemal se je in si želel, da bi Goriška v celoti pripadala Združeni Sloveniji kot delu demokratične federativne Jugoslavije. Poanta je tukaj na besedi demokratična, ker okoli tega vprašanja, to, kar so pa zahtevali, je, da bi dejansko v Jugoslaviji prišlo do enih pravih volitev. Kljub temu pa, v trenutku, ko je bilo treba nastopati pred komisijo, so tudi oni, kot vsi ostali slovenski duhovniki, bili za to, da se celotno Primorje priključi Jugoslaviji. Še zadnji element, kdaj začne pa časopis tako posegati na bolj izrazito posegati po teh antikomunističnih strunah in začenja organizirati politično življenje. To se zgodi v bistvu v trenutku, ko so bili rezultati mirovnih pogajanj, pariških mirovnih pogajanj, že napol javni. Torej, v trenutku, ko postane jasno, kam bo spadala Gorica, v tistem trenutku se časopis začenja ogrevati tudi zato, da bi ustanovili eno samostojno politično gibanje. En prvi poskus je bil že junija leta 1946, ko so dobili informacije o tem, da v bistvu usoda Gorice kot mesta je zapisana v Italiji in takrat je ustanovljena ena majhna stranka, ki ne bo nikoli nastopala, to je bila narodna stranka, Slovenska narodna stranka. Ampak potem pa vse ta zadeva zamre, čakajo na proglasitev te mirovne pogodbe in v bistvu, ko je bila zadeva jasna, dajo en velik, bistveno pripomorijo k temu, da nastane Slovenska demokratska zveza v Gorici in to prav na koncu leta 1946, začetku leta 1947. Iz Slovenskega Primorca bo potem nastalo tudi, bo nastal tudi drugi časopis, s tem, da so sodelovali prav posamezni uredniki Slovenskega Primorca, mislim, Paul de Kemperli konkretno, nastala v bistvu Demokracija, ki je politični časopis potem Slovenske demokratske zveze. Vemo, da prve seje Demokracije so jih imeli pri Alojziju Novaku doma. Tako da, ponavljam, časopis in to, kar je nastajalo okoli časopisa, je res dejansko postavilo temelje temu, kar je organizirano Slovencev tukaj v Gorici. Tako, to je bil zdaj moj uvodni poseg. Tukaj imamo figure za mano, Alojzija Novaka in Mirka Brumata. Jaz bi začel ta pogovor, prosto da bi vprašal Irenko Brumat, če bi lahko dala kako istočnico v stricu. Jaz se vam zahvaljujem za vabilo in seveda vse prav prisrčno pozdravljam. Upam, da vas ne bom dolgočasila s svojim pripovedovanjem v svetu, zato bom kar hitro začela. Moji spomini na strica Mirka Brumata segajo v medvojno in povojno obdobje, v tisto skoraj zamolčano slovensko zamejsko zgodovino. Bila sem še majhna, ko je moj stric poln idealov in načrtov deloval kot častnika, profesor govorništva v Goriškem semenišču, ter bil pisatelj poučnih vzgojnih knjig, kot so, na primer, naj omenim samo nekatere, Kam, Na Sveto Goro, o Svetem Antonu Padovanskem in druge. Sveta stolica s papeško bulo ga je imenovala za kanonika penitenciara in skolastika Goriškega stolnega kapitelja. Dosegel je tako najvišji čin in dostojanstvo izmed vseh slovenskih duhovnikov Goriške nadškofije. Iz doslednosti do svojega stanu se ga spominjam oblečenega vedno v taladju. To je v dolgem črnem oblačilu in to tudi v poletnih pripekah. Njegova oseba je vzbujala spoštovanje, ugled, sigurnost in zaupanje. Karizmatična oseba, vedno pripravljena vsakemu pomagati, ki se je zatekel k njemu za katerokoli pomoč. Pri nas, doma, smo ga z veseljem pričakovali ob sobotnih večerih,
ko je prihajal v družbi drugih cerkvenih dostojanstvenikov, kot so bili monsinjor Novak ali šempetrski župnik gospod Brbuč. Njih pogovori umirjeni, a zelo resni, so bili odraz težke vojne in povojne dobe. Kot tudi bodočnost slovenskega naroda ni bila jasna in skoraj temna, bi rekla. Jaz sem v tišini poslušala in željno čakala, da bo stric zaigral nekaj narodno-zabavne glasbe ali tiste vzete iz cerkvene zakladnice. Želja mi je bila izpolnjena, ko je stric sedel v klavirju. Prelepe slovenske melodije so se kar prelivale iz eno v drugo. Izrazi skrbi na njihovih obrazih so izginili. Vsi skupaj smo veselo zapeli, tako da je razpoloženje v našem salonu postalo silno prijetno. Včasih sva s sestro Mirjam naredili stricu presenečenje in ga počastili 4-ročnim igranjem njegovih kompozicij. O tem igranju prijetnih motivov in romantičnih refrenov govori v svojem romanu celo pisateljica Klaudija Bončina, in sicer v knjigi Vzhodna meja, Confine Orientale. Prav Klaudija, ki je sedaj tu, se z nostalgijo še danes spominja tistih melodij in akordov, ki so se prelivali in prepletali v šumenju vetra na našem vrtu. Občasno je s stricem prihajal k nam tudi profesor Joško Bratuš. Njegov doneč glas in stričevo ubrano igranje na klavir sta me dobesedno očarala. Pri nas pa je tudi pela družbenica Mira Brajnik, ki je bila doma iz Štandreža. Hodila je namreč na lekcije petja k naši sosedi, profesorici Grillmajer, nekdanji dunajski operni pevki. Tej profesorici so v maju 45. partizani odpeljali sina, plemenitega mladeniča, katerega edina krivda je bila njegov nemški priimek, Grillmajer. Od tedaj tudi njeno petje je utihnilo. No, po padcu fašizma in nacizma pod anglo-ameriško upravo so se razmere nekoliko umirile. Na Goriškem so nastale ponovno gledališke predstave in družabna kulturna srečanja. Stric Mirko se je zanimal za nastope otrok Marijinega vrtca, pa tudi za prireditve deklet Marijine družbe. Ker takrat še nismo imeli Marijinega doma, za katerega se je stric pozneje poskrbel, smo imeli nastope v sobarni grofovske palače Lantieri, nato pa v dvorani šolskih sester Notre Dame. In celo v gledališču Verdi smo nastopali. Režiser je bil profesor Čikuta, ki je bil Ljubljančan, prišel je v Gorico in nato se je izselil v Kanado, kjer je pred par meseci umrl. Pisalo je tudi v Novem glasu o njegovi smrti. Čudovit je bil nastop takrat te operete, ki ste jo vi prej omenili, Miklavž prihaja. To je nekaj nepozabnega. Orkester in petje in vsi svetniki in kako so se pripravljali na prihod v Gorico. In je bilo nekaj res čudovitega. No, pri dobitvi Marijinega dvorane, ki jo je bilo treba posodobiti, kot so zahtevali takratni varnostni predpisi, nahajala se je namreč nad tiskarno Budin, kjer so tiskali slovenskega Primorka in nato Katoliški glas, katerih je bil stric odgovorni urednik. Tam so se začeli izvajati gledališki nastopi in tudi koncertni večeri.
Velik klavir akoda je darovala moja dobra nona Emilija. Glasbo pa je poučeval edini diplomirani prostovoljec moj stric. Po stričevi smrti je prav ta gledališka dvorana Marijinih družbenic postala prostor glasbene šole, ki so jo pozneje poimenovali Emil Komel in je sedaj deluje v novem centru. Ker so iz sten Marijinega doma nenadoma izginile vse stenske slike prejšnjih voditeljev Marijine družbe, sem prosila doktorja Humarja za sliko svojega strica, vsaj v spomin, in res mi jo je prinesel. Pa še nekaj bi vam rada povedala. V družinskem arhivu sem našla govor, ki ga je stric Mirko držal v stolni cerkvi ob 25. obletnici mašništva. Torej ob praznovanju svoje srebrne maše 15. avgusta 45. Govor je pretresljiv. V prvem delu je govoril o svojem poklicu in sreči tega stanu. Omenil ni svojega zahtevnega študija teologije in filozofije na znani jezuitski univerzi v Innsbrucku, kjer je doktoriral z odliko. Bil je še isto leto posvečen v duhovnika. Imel je komaj 23 let. V tem delu govora se zahvaljuje svojim zglednim staršem in citira besede pokojnega očeta. Glej, da boš držal svojo obljubo in da boš zvest služabnik Božji. Če boš srečen, bomo tudi mi srečni s teboj. Če boš nesrečen, bomo tudi mi nesrečni. V drugem delu govora pa sledi grenko spoznanje goriške slovenske realnosti. Naj citiram samo kratek odlomek iz govora. Prestal sem v zadnjih časih s polno bridkosti. Bilo jih je mnogo več, kot se jih vi lahko predstavljate. Bridkosti, ki so mi jih povzročile nahujskane, svetne in crkvene oblasti, moji sobratje in nehvaležni zapeljani verniki. Višek bridkosti pa so mi pripravili tisti, ki so mene, ki sem se morda kot nihče drug potegoval za pravice in koristi svojega ljudstva, proglasili za narodnega izdajalca in me kot takega blatili in zahtevali zame celo smrt. Dobro so vedeli, da v meni preganjajo Kristusa, ker potegoval sem se samo za vero in za Božje kraljestvo. Oni pa so bili sovražniki cerkve. Kljub temu vsem odpuščam. In sedaj vsi skupaj zapojmo Pozdravljena kraljica. Tako se je govor zaključil. Zadonele so orgle in mogočno je zapel zbor. Ob tem branju sem se zamislila v človeško nehvaležnost in hudobijo. Kolikokrat je moral stric v dobi fašizma hoditi na kvesturo, kjer je govoril v bran slovenstva in slovenskih svetimaš ter poučevanja verouka v materinščini. Šel je tudi meseca maja 43 v Rim, da je prosil za pomoč in usmiljenje do slovenskih ujetnikov v fašističnem taborišču Gonac. Tam ga je sprejel tajnik papeža Pija XII, kardinal Montini, poznejši papež Pavel VI. O tem obširno govori tudi profesor Tassin. Prav tako je stric moral romati na esesovski štab v dobi nemške okupacije in prositi,
za izpustitev ujetih partizanskih kurirk. Bil je odlični poznavalec nemškega jezika, najbrž, zato so ga sprejeli. V zahvalo za vse to pa 3-kratna vizitacija agentov Urbe na duhovniškem domu, kjer je stric stanoval. Ker strica niso dobili doma, so prišli k nam in hoteli odpeljati mojega očeta. Tedaj pa je nastopil oče moje mame, moj ded Ivan Pavlič, in dvignil glas. Če morate že koga odpeljati, vzemite mene, ki mi ni do življenja. Imel sem 2 sinova. Prvorojenec je kot avstro-ogrski vojak umrl v Rusiji. Drugorojenca pa so v Sarajevu ustrelili Nemci. Njegovo lepo in mlado ženo so odpeljali v nemško koncentracijsko taborišče. Zdi se v Mauthausen, odkodor se ni več vrnila. Pustila sta 2 otroka, 2 sirotki, 2- in 4-letno hčerkico. Ob teh besedah sta se rdeča agenta pobrala in izginila. Tako, in imam si kaj drugega, bi vam lahko še povedala. Ta moja izpoved pa je grenka resnica naše polpretekle zgodovine. Najbrž kot posledica globokih razočaranj je v svetem letu 1950 monsignor Mirko Brumat umrl. Bog ga je nenadoma rešil in še mladega poklical k sebi. Mesec pred smrtjo je napisal svoje zadnje delo, drobno socialno knjižico z naslovom Zlata knjižica krščanske služabnice. V teh straneh je njegova duhovna oporoka. Poslovilna beseda, ki nenehno poudarja, da vsako delo, še tako skromno, je vredno spoštovanja, ugleda in tega naj se zavedajo vsi, predvsem izobraženci. Dobrota in ljubezen pa naj vodita slovenski narod. S temi mislimi je zaključil svojo življenjsko pot. Čutil je, da odhaja. Bil je čuteč rodoljub, vseskozi poštenjak, altruist, resnicoljuben in radi tega tako preganjan. Dal nam je zgled odpuščanja in pokončnosti. Njegovo geslo je bilo: ljubimo Boga in bližnjega. Ogromna, neštevilna množica se je udeležila pogrebnega sprevoda. Krenila je od stolnice in se vila tja dol do Tržaške ceste, kjer so čakali avtobusi za prevoz do Goriškega pokopališča. To zadnje slovo od njega dokazuje veličino, priljubljenost in spoštovanja do strica Miroslava. Ob koncu pa naj vam preberem še sonet, ki ga je naša velika pesnica Ljubka Šorli posvetila umrlemu stricu. Zaspal je mož. V zvoniku stolne cerkve zvon zapel je mrtvaške pesmi, žalno melodijo. O krizantemah, ki nekje bedijo, o njem, ki bolj človeško dotrpel je. Zaspal je mož, za svetle ideale, neutrudni borec. Tiho je omahnil, v vrtincu dela in kot vir usahnil, ki je napajal žejne izpod skale.
Nešteto src je v težki bolečini, po njem očetu zajokalo mu, kot da jih sram je vsega, strah je vsega v tej praznini. Naročje Božje mu zdaj mir je dalo, ki ga iskal, zaman je vso v dolini. Ne bo ga več gorje sveta teptalo. Hvala. Najlepša hvala za ta iskren spomin. Jaz mislim, da figura Mirka Brunata je ena tistih figur, ki jo moramo še na novo spoznati. Jaz bi samo spomnil, da v času med obema vojnama je on vodil Marijino družbo, ki je štela 15.000 članic. Bi spomnil, da če gremo pogledati podpise, ki so omogočili, da se je predstavila prva lista Slovenske demokratske zveze na volitvah v Gorici, bomo videli, koliko je bilo družbenic tam in same so bile tudi kandidatke. Mislim, ena oseba, ki je delovala res na vseh področjih. Jaz sem enkrat v Kurji dobil en dokument, v katerem on dan po umestitvi na škofa Margotija piše na škofu Margotiju z vsemi opaskami o tem, kaj pomeni goriška avtonomija, cerkvena avtonomija. In to na enem nivoju, ki mislim se, so dejansko postavil v italijanščini, ampak na nivoju je postavil pod vprašaj, rečemo tisto linijo romanizacije, ki je Margoti hočeš nočeš v začetku želel usiliti in se je potem počasi prav, mislim, v stiku s osebnostmi, ki so imeli tak močan intelektualni nivo, počasi premislil in razumel, da tukaj stvari funkcionirajo drugače. Zato še enkrat najlepša hvala za ta spomin. Bi šel kar po vrsti naprej in bi monsignorja Simčiča vprašal, že kar tukaj na sliki imamo tudi Alojzija Novaka, sicer mladega. On je spet ena druga taka pomembna oseba, ki je si prevzel ogromno odgovornosti že med drugo svetovno vojno, mislim, je bil med tistimi, ki se je tudi pogajal z OF o ustanovitvi enega primorskega sveta in tako dalje. Kakšni so pa spomini na Alojzija Novaka in prav na tiste čase, če se ne motim, ste bil takrat še semeniščnik? V semenišču na liceju, torej je že dalj časa. Vsekakor v tistih letih, tam takoj vojna po vojni, sem bil v panem semenišču. Najprej, od leta, tukaj so bila skupaj, prvo leto v malem semenišču, od leta 1939-40, na to smo šli, so nas peljali na Videmsko, Kastelerijo, ker malo semenišče so dali v roke vojaške oblasti, je postalo vojaška bolnica. Vsekaj, in potem smo se vrnili 45. in spet povzeli v malem semenišču. Takrat, torej pri tistih 18, 17, 18 letih, veste, človek drugače gleda, ali pa tudi toliko stvari ga zanimajo, ne zanimajo, ima dostop ali nima dostopa do raznih stvari. Vsekakor se dobro spominjam pa prav začetka časopisa Slovenski primorec, ker sem bil tako malo kot študentče, dijak pravzaprav s Humarjem, smo se ga poznali, Novakom in drugi. Ta skupinica se ga je ustanovila, če bo tako, da bi verjeli, v stolniški zakrstini. Niso imeli drugih prostorov. In tam praznih rok, brez vseh sredstev, so rekli, moram to narediti. Pa ne, da bi imeli kaj proti partizanam ali kakorkoli, ampak da se bo slišal tudi naš glas, ki je
oblikoval slovenski narod zelo zgodovine, bi rekli, da bi obstal tudi tam. Bodo drugi lahko povedali svoje, ampak tudi rekli drugi, kot so kristijani, ki tvorijo, bi rekli, blizu. Potem še nekaj, bi rekli. Takrat se še spominjam, še kot otrok, ko sem šel naprej k Pavlinkom takrat, ko sem bili tam Jamoreli, so imeli svojo knjigarno in tam zapisano gor, qui si parla solo italiano. Sem šel v gostilno kakorkoli, qui si parla solo italiano. To so veliki spomini, otroški spomini, ki so se upisali globoko vame. Vse to in kako človek takrat, ko se ni smelo, bi rekli, govoriti ali javno, če si šel po Korzu, so te lahko tudi oklofutali, če si govoril slovensko. Ali drugače pa sploh petje. Kaj mi je bilo takrat slovensko petje? Slišati. Se spomnim Šarmedanje, Semedanc, ko so pevski zbor, včasih tudi izven cerkve, kaj zapeli, ampak so poslali nas otroke tam naj pazimo, če so karabinjeri tam v bližini, da smo jih upozorili. To so bile, bi rekli, takele stvari, ki se meni kot zdaj doživljam v svojih, bi rekli, v svojih starih letih tam, vse tisti prvi, ki me potem trajajo, kaj ti vse tisto, kar človek doživi zares, ne izgine, je del njega in moja identiteta, ker z vseh tistih dogodkov, tudi odločitev za duhovništvo, rekli, ne more mimo. Kaj ti prav, rekli, tista narodnostna norma. Od takrat človek se zaveda, da je neka stvar vrednota, takrat, ko mu manjka. Ko si bolan, veš, da je zdravljen. In prav tako, zato tudi danes, ko naprimer poslušamo tam, da kako ravnajo slovenskim jezikom, tudi kulturniki v Sloveniji, kakokoli, meni težko. Rekel, jezik našega srca je ta. Tukaj je naša inačica biti človek. Samo na ta način bomo lahko nekaj doprinesli. Gotovo se moramo učiti tudi druge jezike, pa še kako, je vse to potrebno. In vse to nosimo v sebi. In tudi se še spominjam, takrat, ko je bila preden so postavili meje, da so, bi rekli, še tale mešana komisija mednarodna, in so sklicali vse skupine v Trstu, v Gorici, kjerkoli, ampak posebej na prefekturo, bi rekli, vse takele socialne skupine in tako dalje. In naprimer tudi tukaj v Gorici so imeli možnost na prefekturi srečati se s to komisijo, tudi slovenski duhovniki, sicer so bili takrat Novak, Klinec in ne vem kdo še, trije so bili. In takrat so postavili jasno, so rekli, kje naj bodo meje. In so rekli, meje moramo biti, so se strinjali z vsem, bi rekli, partizanskimi in uporniškim gibanjem, kje bodo meje. In pa so rekli, kako vi, kot duhovniki, a se ne bojite komunističnih budov, vsi tako. To je bil odgovor. Razne ideologije bodo prišle, narod bo ostal. In to je ima prvenstvo in temu damo mi. To je pisano. Potem še nekaj drugega bi lahko tudi marsikaj povedal. Tudi preden so me spravili tja na škofijo, tam pisarno, in potem nisem imel še takega dostopa, pa se nisem zanimal za arhiv. Ampak potem pri nadškofov Margotju sem šel malo bolj pogledati vse te stvari, še posebej odnose s Slovenci. In kako je potem tudi v začetku, ko je tukaj omenila gospa, je bil bolj tako romaniziran, kakorkoli. Ampak znotraj tistega, bi rekli, ko je doživljal vse tiste stvari,
dogodke in tako dalje se je spremenil. Tako da mi je tudi dr. Humar na koncu rekel, takega slovenskega škola, tako bi ne mogli imeti. Tako prisrčen in se ni bal govoriti slovensko. In tudi, ko je menila, da je gospa, rekli, za pomagati tistim zapornikom v Gonarcu in drugo. To je dal povsod, rekli, je dal to in navodilo in potem nosijo jo vlado, da so vse družbenice nekako se organizirale in pomagali. In še nekaj drugega, glede tudi Novaka, ki ste Peter, ki je povedal prej, je bolj zanimiva stvar, je ta na arhivu, še sem videl, prav ob, rekli, kaj bi rekel, je bil tukaj leta 41-42 Sinoberla. In tukaj je bilo tudi za ureditev raznih stvari znotraj življenja Goriške cerkve, tudi Kanovsko ali kakorkoli. Kakšno vlogo naj imajo Slovenci in tako? Monsignor Novak, kaj je tam napisal, rekel prav, lepo je rekel, moramo se zavedati, da zgodovinsko Goriška škofija je dvojezična, nikaj. In to je treba upoštevati. In to je, bi rekli, ne samo nekaj iz dobrotanke, ali iz pravičnosti. Ampak je še, moram imeti, je da nestoreč, ker sem potem nestorečki prekopiral in tako dalje, ker je tako zanimivo. V tistih časih, ko so drugi neki daleč niso imeli vseh teh pogledov, ki so jih imeli duhovniki, in potem to, kar mi je potem med vojno, potem zabolelo, ko sem začel še govoriti, so izdajalci, tako bila garda in tako dalje. To me je res hudo. In tudi, če se spomnim, rekli, tudi partizanov, so bili moji bratje, so bili oče, so bili vsi, nobena ni bilo problema v tem oziru, ampak tako kot pogled otroka. Prvič, ko sem jih videl, so imeli samo slovensko trobojnico brez vsakega znaka. Drugič, poleg trobojnice je bila zvezda. Tretjič je bila sama zvezda. To so bili tudi kot otrok, kot mladostnik sem to doživljal in rekli in skušal. Rekli, zame je postalo to. Prav, ker sem šel skozi te preizkušnje, skozi te poglede, neka, bi rekli, biti Slovenc, ne samo neka danost, kar tako, ampak neka, če rečem kot vernik, Božja danost. In jaz moram to, da rekli, ta moj način biti človek, tudi biti človek kot Slovenec. In kot Italijan biti človek, ki pa ne bomo se, nas ne bo ločilo, nas ne bo razdeljevalo, ampak nas bo bogatilo. Kajti nekaj lahko je lepega pri tebi. In mislim tako v tem oziru, jaz sem zdaj, če bi boste kaj še vprašali, bom lahko tudi povedal, ampak so stvari, jaz sem rekel, sem imel teto, rekel, Oskar, ti ne veš, kako je grdo biti star. In jaz sem rekel, je res. In če je res po eni strani, je gotovo, da sem star. Po drugi strani vse tisto, kar sem doživel v teh razburkanih in, bi rekli, zgodovinsko edinstvenih časih, ki jih naši predniki lahko stoletja niso doživeli, bi pa v nekih 20 letih bi to, pa moja več, sem vesel, da sem živel v tem času. Kljub vsem. Ja, mislim, ta ideja pravičnosti, ta ideja, da je tvoja pravica biti Slovenc, to zasledimo res v vseh cerkvenih dokumentih in če gremo tudi pogledati sam konkordat med italijansko cerkvijo in državo,
upošteva, mislim, da je imel velike zasluge, prav verjetno Načkov sedaj, da so v pogajanjih med fašistično Italijo in Cerkvijo dali možnost, da, naprimer, škofi, da se je v bistvu jezik znotraj Cerkve ohranil slovenski in da so celo lahko škofe na obmejnih območjih v Italiji imenovali tudi tiste, ki niso bili dejansko Italijani. Tudi to, mislim, oziroma so dali možnost, potem v definitivni verziji, da pomožni škofje so lahko imeli to vlogo. Torej, ta skrb duhovščine za slovenski jezik in za pravico, mislim, je bila ena stalnica od 20 let dalje in mislim, tudi to je spet eno področje, ki ga bi bilo treba popolnoma na novo pregledati, ker ta 20-30 leta so v marsičem še v zgodovini neznana. Bi šel kar po vrsti, tako da ne bom... Bi doktorja Bonutija, že ker je monsignor Sinčič dal istočnico, o Nadškofu Margotiju. Jaz mislim, časopis, ko nastane, prve številke so pisane tudi v bran Nadškofa Margotija. Mislim, če dve sta veliki polemiki. Eno braniti figuro Nadškofa Margotija, s katerem, ponavljam, sam Novak je imel kratke stike, ne majhne in ne samo on, ampak monsignor Močnik, monsignor Novak, monsignor Brumat, tudi Humar, dr. Humar, vsi se postavijo na stališče, da odločno branijo figuro Nadškofa Margotija. Kako ste vi, ki to zadevo doživljali? Vi ste, mislim, od blizu poznal Nadškofa Margotija. Kako ste vi to zadevo doživljali? Torej, jaz s Nadškofom Margotijem sem bil precej povezan že, bi rekel, z otroških let, ko sem postal njegov pađo in s tem pač spremljal ljudi, ki so prihajali na obisk na škofijo. Z njim sem sodeloval zlasti v poletnih časih in takrat se, zlasti med vojno, se je dogajalo, da mi je oddajal pisma, ki sem jih potem nosil okoli po mestu ljudem, ki so bili vključeni v njegovem repertoarju. Mislim, da najbolj zanimivo pač bilo to, ko mi je oddajal pisma, ki sem jih potem nosil v Via Ascoli, pač ljudem, ki so pač še tam živeli, te judovske naselbini. Moram reči, da imamo napačne pojme o delovanju Nadškofa Margotija. Se moramo zavedati, da je prišel v najtežjih časih, ko je fašizem res obvladal naše kraje in razni predstavniki škofij po tem deželi, zlasti v Trstu in Gorici, so bili odstavljeni samo zaradi njihovega odločnega pogleda na položaj škofij, kjer so Slovenci imeli veliko besedo. Nadškof Margotij je prišel v času, ko so že bili odstavljeni trije škofje in seveda za Vatikan to je postajalo skoraj nezdržno iskati nove kandidate. Je prišel pač do tega, da bi mogli imenovati nekoga, ki ima diplomatske sposobnosti in to je bil pač ravno takrat Nadškof Margotij, ki je bil v Turčiji apostolski nuncij. Ko je prišel sem, seveda fašisti in splošno, moram reči, italijansko prebivalstvo je bilo vse navdušeno, ker so smatrali, da bo res prinesel s sabo tisti fašistični duh, ker je pač tudi sam prišel iz Romanje, torej tistih krajev, od kjer prihaja Mussolini. Se je zavedal,
da mora uporabiti drugačne poglede na delovanje naših župnij, Slovencov in Furlanov in Italijanov. Prišel je do zaključka, da mora pač slediti na zunanjem pogledu na delovanje fašizma in biti nekako naklonjen v zunanji. V resnici pa je tudi gledal seveda na slovenski živelj. Zato moramo reči, da je vztrajal pri tem, da je v semenišču poudarjal pouk slovenščine kot obvezni jezik. In ne samo za Slovence, ampak tudi za Furlane in Italijane. Ko je prihajal v slovenske župnije, si je naučil par stavkov v slovenščini, tako da je lahko naše parane pozdravil v slovenskem jeziku in na to je nadaljeval pridigo v italijanščini. S tem, da je zahteval, da so slovenski bogoslovci, semeniščniki imeli talarje, da so imeli tiste okrogle klobuke. To je bilo samo zunanjost, ki je bilo za njega ni bilo tako važno preprečiti in naši bogoslovci seveda so bili nevoljni na tem, vendar niso razumeli celotnega položaja. Ko je prišel čas prevzema teh krajev 65. leta strani partizanov, kot veste, so ga takoj zaprli in je mogel nekaj časa živeti v nekakšnem priporu. O tem ne govori, ne piše dosti o sebi, ampak gotovo ga je to močno prizadelo. Kar je tudi ga prizadelo, je, da partizani, ko so prišli v Škofijo ga iskat, so tudi pobrali kar precej stvari, ki so bile dragocene v Škofiji. Vem tudi, da je veliko dragocenih vin, ki so jih pošiljali župljani oziroma župniki iz raznih vasi in so bili tam v kleti, vse to je bilo pobrano. Nekaj dokumentov tudi je izginilo in tako kot se je tudi dogajalo v večji meri tudi pri ljubljanski škofiji, škofan Rožmana. Torej, ko se je vrnil, kot veste, je nadaljeval svojim delom, je odprl to, da so naši semeniščniki se upisali v semenišče kot slovensko semenišče, mislim, mene takrat ni bilo več, ampak vem, da je rektor Valdemarin to podprl. Umrl je, kot veste, zaradi hude bolezni. Če pa pridem na drugo vprašanje, glede časopisa Slovenski Primorc, moram reči, da zame Slovenski Primorc je prinesel novo dobo za katoliško skupnost v goriški Slovencem. Predtem je bil največji nasprotnik fašizem, z novo dobo pa je postal največji nasprotnik katoliške skupnosti v Gorici, pač komunistični sistem v domovini. In zato je tudi Slovenski Primorc tako, moramo reči, skoraj udarniško poudarjal katoliško miselnost in seveda prikazal v resnici, kaj se je dogajalo po raznih župnijah našim duhovnikom, kako so jih krivično obsojali za stvari, ki niso nikdar bile narejene. V drugim vprašanju seveda moram poudariti začetek slovenskih šol za časa, torej že z jeseni 45. leta, ko je zavezniška uprava odprla slovenske šole in nam dala možnost, da smo začeli res poučevati slovenščino v pravem smislu, torej z vsemi programi, ki so takrat obstojali. Tale šole, ki so bile ustanovljene in moram reči, da je največ pri tem pomagal in urejeval v začetku dr. Kacin, so res uspevali, vendar
težave so bile v tem, da med študenti, velika večina je bilo takšnih, ki so bili levo usmerjeni in zato so tudi večkrat organizirali štrajke na šoli proti profesorjem, ki so v glavnem prihajali kot begunci iz Ljubljane in raznih krajev domovine. Ti štrajki seveda so preprečili normalno študijsko delovanje in ko sem prihajal zjutraj v šolo, je bil velik špadir na obeh straneh glavnega vhoda s štrajkerji, ki so preprečevali vhod, vendar moram reči, da meni niso niti odprli ust, niso mi pustili kar mirno mimo, niso nič se ustavljali in skušali me prepričati, da ne grem v razred. Ko sem pa prišel v razred, in to je zanimivo, sem bil edini študent v 7. razredu, po stenah so bili razni znaki za štrajk, za preprečevanje desničarsko usmerjenih profesorjev. In se spomnim dobro, levičarski profesor, ki je prišel z Ljubljane, ko sem bil sam v razredu, je lepo vse tiste listke po stenah, ki je lepo spravil in jih je dal v žep in torej je izkazal res kot profesora, pravi pogled, pravi pojem, zakaj imamo šole, ne to za štrajkamo, pa da se naučimo. Zdaj seveda stvari so se precej razvile, je lepo videti v tej goriški okolici, da ne samo Slovenci, ampak tudi italijanski starši pošiljajo svoje otroke v slovenske šole. To bi bilo 50. leta in še prej, naravno pod fašizmom, nekaj nemogočega. To kaže, kako se je okolje v tej naselbini, v tem kraju, na Goriškem in tudi Tržaškem, moram reči, popolnoma spremenilo. Za nas je to, ki prihajamo spet domov, pravi čudež in upam, da se bo to še pospeševalo. To lahko kaj se ne. Trmasto ustrajanje okoli šolskega vprašanja je bil tako en začetek drugačne politične linije, ki je vodila k temu, da zavezniki je treba sodelovati, ker samo na ta način lahko zapolnimo tista prazna mesta v administraciji, ki jih bi drugače zapolnili Italijani. Ker to je verjetno takrat bila ena, mislim, zelo jasna ugotovitev, predvsem, če beremo Novakove dnevnike, on pravi, ta politika nesodelovanja v bistvu odprla vrata, da so Italijani zasedli vsa ključna mesta znotraj javne administracije, na sodiščih, v policiji, v šolstvu in tako dalje. In oni so se pač zavzemali sistematično za to, da bi se lahko za Slovenci zaposlili v javni upravi, da bi nekje ustavili ta val potujčevanja, ki je bil v Gorici 20 let zelo močan. Bi pa zdaj profesor Vesko Bratuš vprašal tako, ob Slovenskem Primorcu je začel delovati tudi pastirček, in mislim, da bi v družini marsikaj o tem lahko poveste. Sama nimam pri tem čisto nič, najprej moram povedati, pri pastirčku. Ne, ampak... Ne bi samo nekaj še rekla s tem, kar smo do sedaj slišali, in sicer te zelo globoke misli o tej naši preteklosti. In mene samo to veseli, da smo se o tem pogovarjali, oziroma da smo vse to slišali tukaj na Soli. Ker so stvari, ki smo jih sicer nekateri sami doživljali, ampak mislim, da ne toliko, da bi jih še enkrat ne smeli, oziroma morali poslušati. Zato mislim, da vsak prispevek na tem večeru je bil izredno pomemben. Sama ne bi imela nič dodati, pravzaprav, kot sem o to vzeli prvič z Mostjo Reformatom, ki je bil zelo pomembna osebnost in je name kot mlado študentko takrat name vplival. In potem seveda
vsi, potem drugi, ki so bili omenjeni, pa še Novak, tudi smo rekli, ki smo tudi poznali, smo imeli srečo, da smo te ljudi lahko osebno spoznali. Dozor Piščančev in naprej in drugih. Zato mislim, da bi vse, kar bi še dodala tu zdaj, da bi bilo vse to preveč. In mislim samo, da se lahko samo osebno tudi zahvalim. Ti bi lahko še povedala, ker si bila tudi ti, frekventirala lekcije pri Krofici Koronini, ki jih je stric organiziral, da ste se učili više šolke, ste se učili angleščine. In potem Krofica vam je pokazala celo palačo. Ti veš vse to. Ja, sedaj ste imela Mirjam, ki je bila starejša od mene in me je vse povedala, ko se je vračala. In je bila navdušena. Ne, to je tudi prav to. Tudi povejte, je zanimivo to. Ena izmed njegovih zelo pomembnih zaslug, da tudi ta, da je te, kaj smo že imeli takrat en tak. Ste bili na višji, ne? Ja, smo. Jaz sem bila v osnovni šoli. Smo imeli en tak, ne vem kako se je že imenovalo, smo imeli kakšne vrste študentke na vsega. Dekliški krožek je bil. Govorili, da smo se bavili v govoriščini. No in jaz, potem ko smo pa Ste hodili in potem je pokazala parki in vse sobe in tam, kjer je umrl tudi Karl X. Vidiš, da Ker je umrl Karl X, ki sedaj počiva na Kostanjevici. To je bilo izredno zanimivo in mislim, da so to taki drobci, ki so bili važni, ste hodili več let. In je bilo veliko študentov. Tudi ta Brašoža, svoja sestrična je hodila. Čiči. Vetrihova Irena. V zvezi s pastirčkom. V Gorici tukaj. V zvezi s pastirčkom mi rekla smo to. To pa ni nobena moja zasluga, oziroma jaz sem samo to doma doživljala, ker je moja mama dolgo tudi urejevala nekaj časa in smo imeli v kuhinji na stolu tam vse te rokopise otroške in to je, ko je izhajal, mislim vsak mesec, takrat so se tudi naši prostori spremenili v te rokopise otroške, ki še zdaj vidim in mislim, da je bil to prav tako pomemben list za nas tukaj, kako so bili podneje drugi še. Nič. Hvala lepa. Prav najlepša hvala tudi za to večeranje. Rokopise otroških, ne? Monsignor Simčič bi rad... Rad zaključil, veste, bolj tako bolj veselo. Veselo zaključil. Ja, ne. Najprej se spominjam tudi, verjetno, da vi ste ga poznali, doktorja Brajša, advokata. In ta je zelo hodil gor in dol, čez mejo tam, in si so v torbo nosil, ne. In potem te cariniki so ga gledali tam in rekel, a povejte me, kaj nosim. Rekel, to so bili časopisi, piklo, eno drugo. Rekel, pusti to doma, bova vi in jaz lepše, se je počutila. In potem še zadnje. No. Tukaj imam, to je zelo zanimiva, ena najlepših knjig, bi rekli, iz te naše podobe povojne. To je gospod Marc, ki je umrl. Je napisal knjigo Črepinje. In je bil zaprt tudi, ne? In so ga potem, predčasno izpustili. Je dobil 10 let zapora tam, ampak ne naredil več njihovega. In pravi takole, tukaj zaključuje to pismo. Polovica januarja mi je minila v pričakovanju svobode. Kako se bom vključil v sedanjo družbo? Je bil na Igu, tu je šolar in drugi, ko so bili z njim. Kako se bom znašel med sobrati, ko sem toliko let hodil
vsak svojo pot. Kam me bodo poslali? Ali bom imel mir, ali me bodo spet silili v celil metoda podružja. 23. januarja 1958 spet povelje na Kapijo. V posebni sobi zagledam pri mizi cel zbor velikih duhovnikov, med navednicami. Velikih duhovnikov. V sredini, torej stara znanca, Krajnc in Šoštarič, sta sedela bolj na robu. V sredini je bil sam dr. Turenšek, sedanji, ki ima povelje z vsemi društva bojevnikov. Ob njem Mitja Ribičič, nato upravnik Šemohovič. Vljudno in prijazno me pozdravijo, ukažejo naj sedem. Nato mi Mitja Ribičič slovesno pokaže listino, da jo preberem sam zase, ko so odpustili pred časom. Napisano je bilo, da me pogojno odpuščajo s predstajanjem kazni, na katera sem bil obsojen, in da pogojni odpust traja do preteka časa, za katerega se je glasila kazen, torej do 4. oktobra 1961. Kot kraj bivanja mi je bila določena Ajdovščina, tam je družina, tam zajedčne, ki da jo smem zapustiti le z dovoljenjem Državnega sekretarijata za notranje zadeve LRS. Po prihodu v kraj bivanja se moram v 24 urah javiti pristopnemu tajništvu za notranje zadeve. Spodaj je bil pečat in podpis načelnika oddelka, dr. Viktorja Tureška. Podpisal sem potrdilo, da sem listino prijel. Potem so nalili kozarčke pri meni, da smo skupaj skrčili. Čudno se mi je zdelo, kako se volkovi in hijene naenkrat so prelevile v jagnjeta in gazele. Oglasil se je Šoštarič, Marc, ali ni čudno, skoraj sami naši so se potegovali za vas. Nisem mogel ostati dolžan. To je zato, ker je bil Marc tak narodni sovražnik, vohun in izdajalec, kakor ste ga hoteli namalati. Pa je vskočil Mitja Ribičič. Pustimo to, Marc. Kako se počutite zdaj, ko greste na svobodo? Odkrito in na glas sem povedal. Zaskrbljen sem in nič kaj prijetno mi ni pri srcu. Glejte, nadškof Margoti me je v 5. šoli izključil iz semenišča kot panslavista bolševika. Vi ste me sodili v Tolminu kot vatikanskega skojevca zahodnega vohuna. Naj se zgodi, da pridejo na oblast klerikalci. Me bodo spet zaprli, ker bodo rekli, če bi ne bil komunist, ti bi ne bil 2 leti in pol odpustili. Ribičič pa, Marc Hodiča, pod kakšno zvezdo pa ste rojeni? Zvezda, pa zvezda, je bil moj poslednji vzklik v ječi. Samo še eno misel bi rada povedala v zvezi s šofom Margotijem, kar je bilo tu že povedano. Imam tudi sama osebne izkušnje, kako je bil naklonjen nam, vsem naši skupnosti, kljub temu, da se včasih pač moral tako zadržati, kako so včasih zahtevali. Vendar samo nečega se dobro spominjam. In sicer, ko so pri nas aretirali mamo in odpeljali v Trst na te močine naprave in tako dalje, se spomnim, da sta mi dva z bratom ostala 3 dni sama doma in takrat so bili Kostorini z nama in mostnjor Margoti, našef Margoti, je po 3 dnevih poslal
strica Joška Bratuža, pa je prijela, da naj bi prišel iskat in da sva lahko šla potem k njim. Mislim, tudi to je bil nadškof Margoti. Morda nekaj smešnega, ampak to je resnično je ohranil iste ključne ljudi na pozicijah, ki jih je že imel nadškof sedaj. Ne samo svetničarja kot kanclerja, ampak tudi redovnice, ki so mu pripravljali, ki so v kuhinji, kosilo, večerjo in tako dalje. To so bile 3 slovenske redovnice. Ena, ki je vodila, je pripravljala hrano, kosila. Vem, da če je bila ta redovnica odsotna za en dan in je njena sodelavka pripravila kosilo, je on takoj opazil, da ni ta prava kuhinja. Jer pač prihajajo z Bolonje, kjer pač imajo izreden čut za dobro hrano. Prav. Predno bi dali besedo publiki, če morda še za kako vprašanje in tako dalje, samo na kratko vam pokažem, kako se zadeva je, mislim, kako so številke dostopne. Kot vidite za nami, mislim, ta projekt Digi-spomin, ki smo ga izvedli s finančno pomočjo Deželne furmanije Ruske krajine, pač funkcionira tako, da kdorkoli izmed vas, kjerkoli ima pač dostop do omrežja, napiše v brskalnik naslov www.dlib.si in se mu prikaže eno tako okno, v ta zgornji pas, do okence, upiše pač besedo Slovenski Primorec, Katoliški glas, Novi list ali kakorkoli že, Demokracija, in mu pač pride, tukaj sem prehitev. Pride ena taka vrsta zapisov, časopisa, tukaj se zbere pač letnik, lahko se zbere direktno izdajatelja ali pa imamo druge ključe iskanja, tako da zožamo iskanje na to, kar želimo. Potem lahko uredimo časopise po ustreznosti ali pa po datumih naraščajoče padajoče in si, ko smo to naredili, zberemo enega izmed teh časopisov, kliknemo gor na ta časopis, pride do nečesa takega in tukaj lahko ta časopis ali prenesemo na računalnik ali tablično napravo ali bilančnik, kakorkoli že, in ga beremo potem kjerkoli, ali pa, če želimo, lahko prenesemo besedilo, ker operacijo skeniranja smo jo opravili tako, da slika omogoča tudi iskanje v besedilu, torej če koga naprimer zanima, priti do ene specifične informacije znotraj ene številke, išče eno ime ali karkoli že, dovolj da vtipka ime, tukaj spodaj je celotno besedilo in bo kar sistem poiskal, kje se to ime pojavlja, tako da lahko pridemo tudi hitreje do informacije. Drugače pa enostavno prenesemo in dobimo nekaj takega, kar lahko prosto beremo. To samo kot informacija. In sedaj, če so vprašanja ali pa še kako pričevanje, prosim publiko. Profesor Kramer. Ker je bil govor, ker je bilo danes govor o monsenjoru Brumatu in skoraj vsi ste omenjali tudi nadškofa Margotija, bi pa jaz rad povedal, kaj sem doživel, ko sem bil star 23 let, osebno z monsenjorom Brumatom in z nadškofom Margotijem. Namreč 42. leta, od marca naprej, so v Ljubljani okupatorji začeli pobirati ljudi in jih voditi v taborišča.
Med njimi je bilo precej mojih znancev in članov Dijaške katoliške akcije. Zato sem se obrnil, oziroma se je škof Rožman obrnil na nekatere, da bi lahko prišli do taborišča, do teh ljudi, v Gonars. Ti ljudje, med njimi je bil tudi Jože, torej duhovnik, zdaj mi je šlo ime, morate oprostiti, moja leta mi ne dovolijo, da se spominjam vsega. Dobro, torej, kar se duhovnik, iz Ljubljane, ki je bil poslan od škofa Rožmana, ni mogel doseči dovoljenja, da bi prišel do taborišča, je škof Rožman naprosil mene, da bi šel v Gorico do nadškofa Margotija, da bi pri njem dosegel, da bi videmski nadškof Nogara dal neko dovoljenje z komandantu, poveljniku taborišča v Gonarsu. Ko sem prišel do Margotija, mi je, torej bil sem napravljen turistično, meni je zadelo, ko sem prišel v avdienčno dvorano, tam je bilo cel kup ljudi, vsi v črnem oblečeni, no dobro, ampak ko sem se javil s pomočjo, peljal me pokojni Kempre Polde na priporočilo oziroma na navodilo pokojnega Janka Kralja, in mi je peljal tale prav Brumat, ne prav Polde, Kemperle mi je peljal v tisto avdienčno dvorano in sem se javil duhovniku, ki je v ceremonierju, da bi rad govoril z nadškofom. Ko sem omenil, da me pošilja škof Rožman iz Ljubljane, so se odprla vrata in je sam škof prišel na vrata in me je povabil, nadškof Margoti, in me je povabil, naj vstopim. No in da potem sem mu razložil, zakaj gre, da ga prosim, da mi da dovoljenje, priporočilno pismo za nadškofa Nogaro, da bi lahko prišel v Gonars. Je pa Margoti rekel, ker je videl, kako je nastrojen nadškof Nogara, je rekel, ni treba, da bo se hodili v Rim, vam kar jaz dam priporočilo za Gonars. No in s tem priporočilom sem res prišel v Gonars in tako smo na priporočilo tega, torej na priporočilo škofa Margotija dosegli, oziroma smo dosegli, osebno sem jaz tam govoril z poveljnikom taborišča in tako naprej, da smo začeli lahko delati imena ljudi, ki so v taborišču in ki nimajo prav nič opraviti z kakšno komunistično idejo ali propagando in pa, da nimajo prav nič opraviti z kakšnimi protiokupatorskimi dejanji. No dobro, pustimo vse to. Posrečilo se je, da smo dosegli, da smo začeli v Ljubljani pripravljati sezname in potem so iz taborišča prišli ljudje, nekateri. Dobro, ampak nekaj drugega. Ko sem šel do nadškofa Margotija, mi je pokojni doktor Kralj rekel, da naj tudi obvestim monsinjorja Brumata. In sicer, ko sem se vrnil z taborišča, ko sem zvedel, kako in kaj lahko pomagamo tem taborišnikom v Gonarsu, sem to v Gorici še vse ustavil in sem to sporočil monsinjorju Brumatu.
In kolikor vem, pozneje je monsignor Brumat potem organiziral isto akcijo za pomoč med svojimi članicami Marine družbe, je napravil velikansko akcijo, da se je pobiralo darove in tako naprej in se pošiljalo v taborišče in se s temi darovi marsikoga v taborišču rešilo smrti, kajti tam je kosila smrt kar na veliko, ker ni bilo hrane, je bilo obupna. Tako veste že iz vsega. No dobro, je toliko glede monsignora Brumata, ki je potem to organiziral, to delo. Glede Margotija, pa še to, potem, ko sem se vrnil, sem zopet Margotija obvestil in kot sem potem razumel, je bilo on prav organiziral to med Marino družbo, da se je začelo to delo za pomoč taboriščnikom v Gonarsu. Oprostite, če sem se oglasil, ampak jaz sem bil takrat star 23 let in sem vse to doživel in se dobro spominjam vsega. Jaz imam v svojem arhivu tudi pismo. Ki ga je škof Margoti dal stricu, monsignorju Brumatu, s katerim pismom je stric šel v Rim in prosil za Gonars. In to pismo je citirano celo v zadnji knjigi, ki je izšla, in sicer ki jo je spisal dr. Bonuti. Pred par dnevi jo je tudi predstavil tu v domu. In v tistem pismu Margoti predstavi strica monsignorja Brumata, to je čelenca in ne vem kako, in pravi, da ga pošilja, naj ga sprejmejo v Rimu. In stric, vem, da je šel, je bila prava via crucis vrniti se iz Rima, ker je rabil 3 dni, ker so tračnice in vse je eksplodiralo, bombe so padale. In stric iz Rima s tem dovoljenjem vatikanskim je prišel potem do Margotija. In potem se je začela ta akcija, velika akcija pomoči proti lakoti v Gonarsu in so rešili nešteto zapornikov. Vsekakor hočem povedati, da ta vrnitev, sedaj se reče, gremo v Rim, ne? Gotovo stopiš na letalo in greš pohajati. Takrat stric, bogi revež, je prišel s talarjem belim. Vlaki so ustavljali se, tračnice so eksplodirale, vse je eksplodiralo. In on je čakal zveze in potem počasi, torej faktično je prišel skoraj polmrtev domov. 3 dni je rabil iz Rima, to je tudi zanimivo. 3 dni je zdravil iz Rima in kakšna žrtev in končno je res bilo, da so imeli veliko zasluge tudi ti duhovniki in monsignor, ta nadškof Margoti, ki je poslal strica v Rim. Je še kak poseg? Če ni, ne vem. Če ni, jaz bi... Če ni nobenega drugih posegov, jaz bi se še enkrat toplo zahvalil vsem gostom, da so, mislim, svojim pričevanji tako obogatili današnji večer. Jaz mislim, da so stvari, ki so marsikomu neznane in je prav, da ta spomin ohranjamo. In bi prepustil besedo Franki. Še v imenu organizatorja Kulturnega centra Lojze Barbeš in Toška Antona Bedorčič. Hvala vsem, predvsem nocojšnjim pričevalcem, za bogato pričevanje teh povojnih, hudih, težkih časov. Hvala seveda Luji Petru, ki je vodil večer, in hvala vsem vam. Tako kot običajno bomo lahko nadaljevali klepet ob kozarčku vina. Vabim vas pa na prihodnje srečanje, in sicer 2. julija bo naslednje srečanje pod Lipami. V gosteh bomo imeli
gospoda Toneta Mizelita, in sicer to je argentinski Slovenec, pesnik, pisatelj, časnikar in sestanski kulturni delavec. Lepo vabljeni. Vsem želim lep večer še naprej. Lahko noč.